osebno in na mojo družino, zaradi česar sem še posebej žalosten, ne samo na otroke, zdaj že, če ste brali vloge, celo na očeta in nekaj meseci umrlo mamo, ni naključje. Vse to seveda ni mogoče šteti kot naključje, bilo je storjeno v času in prostoru z enim samim ciljem, da se vnaprej razvrednoti karkoli bi lahko odkrila komisija za preiskavo ozadja afere Patria pod mojim vodstvom. Zdaj, glede na igro, ki se jo potem sedaj igra vladajoča koalicija s mojo razrešitvijo, je najbrž jasno, da so zadeve prenesli še na nek drug nivo. Vendar, preden začnem z odgovorom na vprašanje, česa so se pravzaprav tako zelo bali, da je bilo potrebno najprej poseči po najbolj zavrženih oblikah osebne diskreditacije moje družine, pa seveda potem tudi različnih proceduralnih igric. Naj popišem eno zgodbo, ki ste jo žal verjetno vsi prezrli, dogajala pa se je na tisti zaprti seji komisije, iz katere je po mojem trdnem prepričanju krepko protipravno bil odstranjena oznaka zaupno. Ampak glede na to, da se je to zgodilo, lahko sedaj tudi sam posebno nekaj povem iz tiste seje. Namreč na tisti seji je bila ena izjemno komična zgodba, ki jo lahko preverite tudi v magnetogramu, kolikor je pač tisti magnetogram zanesljiv, vse nekatere stvari so bile rečene tudi mimo mikrofonov, pa ni celovit, ki jo lahko ponazorim tudi z enim dokumentom. Danes bom nekatere dokumente raje predstavil, zato da ne bo dvoma. Namreč po uvodnem delu, o katerem ste tako obširno poročali v minulih tednih, se je potem razprava precej umirila, na to pa je gospod Dejan Levanič iz SD začel s pravim napadom, češ da če bi jaz korektno vodil sejo komisije, potem bi zmeraj usvabil enega iz ene in enega iz druge liste. Veste, da sta bila dva dokazna predloga, en sprejet na prvi seji komisije in potem manjšinski predlog s podpisanim Tadejem Slapnikom. No, potem pa je še dodal, še bolj mogočnim glasom, če pa bi bil res fair vodil, potem bi pa najprej sploh povabil nekoga iz te njihove manjšinske predloga dokaznega sklepa oziroma njihove liste. Nakar sem vzdignil njihov predlog, tako kot to počnem zdaj, pa sem jim rekel, ampak kolegi, pol pa nečesa res ne razumem, kajti gospod Milan M. Cvikl, ki sem ga prvega povabil na zaslišanje, je na vaši listi. Je tisti, ki ste ga vi predlagali v svojem dokaznem sklepu. Nato je nastal trenutek tišine, bilo je enih par parov oči po velikosti manjših krožnikov, malo so se debelo gledali, očitno ti ljudje sploh niso vedeli, kaj piše na njihovem lastnem dokaznem predlogu, ki so ga sami dali noter. Zakaj? Zato, ker očitno sploh ni pomembno, kaj piše. Šlo je za blokado dela komisije, ki je morala trajati od prvega dne, ko sem nastopil njeno vodenje, pa traja seveda vse do sedaj in se zdaj iznenada, ko slišim na jutrišnji seji, ki so o tem že odločali, hiti že kar sklepom o moji razrešitvi. Čeprav je prišlo do pobude Ustavnemu sodišču, ne zadrži tisti člen, ki to vrstne manipulacije omogoča, in Ustavno sodišče se je tega že zelo resno lotilo. To se pravi, zakaj hitenje? Spet iz istega razloga. Treba je čim bolj zadeve zamegliti, zato da se resnica ozadja afere o Patriji ne bi nikoli razkrila v celoti. Zdaj pa dovolite, da razkrijem dve stvari. Eno bom zelo dobro tudi dokumentiral, recimo temu zgradba afere Patrija, eno bom pač predstavil po opisu, lahko pa to preverite kasneje pri delu komisije. Garantiram za podatke, ki bom povedal. Veste, da celoten konstrukt zgodbe o tako imenovani aferi Patrija je bil utemeljen na pričanju profesorja Ivana Prebila, ki ga je k pričanju povabil predsednik
preiskovalne komisije za isto področje, Milan M. Cvikl, sedanji poslanec, bivši poslanec SD-ja in sedanji evropski funkcionar SD-ja nekje v institucijah Evropske unije, ki sem ga povabil na zaslišanje. Zakaj so ti poslanci blokirali zaslišanje človeka, ki so ga sami predlagali kot pričo? Se bo pokazalo zelo enostavno. Glejte, sodni izvedenec, gospod Prebil, če pobrskate po internetu, je izmenovan za strokovna področja, torej iz uradnega seznama za sodne izvedence. Izvedenec, cestni promet, raziskave prometnih nezgod. Samo to in nič drugega. Zato je v resnici strokovnjak gospod Prebil. Kako je bil povabljen na sejo? Najbrž veste. Povabljen je bil tako, da se ga je predstavilo kot strokovnjaka za te sisteme in sploh za nakupe oborožitvene tehnike oziroma za javna naročila. Še enkrat opozarjam, gospe in gospodje, gre za strokovnjaka za cestno-prometne nezgode in nič drugega. Zdaj pa si pogledajmo, kdo pa je bil gospod Ivan Prebil. Zgodovinski izpisek iz sodnega registra, uradno dostopen, z datumom 31.1.2008. Sistemska tehnika, skupina Viator Vektor. Med uradnimi zastopniki s pooblaščenimi, to se pravi tistim, ki so imeli pooblastila za sklepanje poslov, ne boste verjeli, na 3. mestu Ivan Prebil. Ampak, če mislite, da je to problem, in grede tudi med organi nadzora, ponovno Ivan Prebil. Ampak, to ni še nič. Kaj ti? Potem bi vas opozoril, da je bilo javno zdano in žal čisto prezrto pojasnilo Ministrstva za obrambo, ki ga bom citiral, ker je tako pomembno. To je citat iz uradnega dopisa Ministrstva za obrambo z dne 17.4.2008. Z imenovanjem doktorja Ivana Prebila za izvedenca v postopku je prišlo do očitnega konflikta interesov in je bila široko odprta pot za kršitev varovanja poslovnih skrivnosti. Pazite zdaj. Doktor Prebil je bil namreč neposredno poslovno povezan s skupino Viator Vektor, poleg tega pa je bil tudi član projektnega sveta in vodja podprojekta konkurenčnega projekta Krpan 8x8 v sistemski tehniki. Ja, hujšega konflikta interesov pa sploh ni mogoče že narediti. To se pravi, kot izvedenca se je poklicalo človeka, ki je bil vodja konkurenčnega projekta, vrednega več 10 milijonov evrov. Veste, kaj je to po evropskih aktih? V evropskih aktih je to koruptivno dejanje. In je po mojem trdnem prepričanju zadeva, ki sodi v področje kazenskega zakonika, vprašanje samo katerih členov in kako. Temu bi seveda lahko posvetili ustrezno pozornost na seji komisije, ko bi zaslišali gospoda Milana M. Cvikla. Vendar so jo blokirali. Zakaj so jo blokirali? Ker bi se izkazalo naslednje, ker se ponavadi zmeraj prevrne odgovornost na napačnega človeka, opozarjam na naslednji stavek. V delu iz dne 17.4.2008 je bila izjava profesorja doktorja Ivana Prebila. Bom spet citiral. Kot je povedal, je predsednika komisije Milana M. Cvikla obvestil o tem, da je član upravnega odbora skupine Viator Vektor, ki je lastnik sistemske tehnike. Gospod profesor Prebil je torej korektno opozoril, da ima konflikt interesov, da torej mora biti vnaprej izključen kot priča, kaj šele kot sodni izvedenec. Pazite odgovor Milana M. Cvikla. Ko mi je Milan M. Cvikl potem poklical na sestanek, mi je povedal, da imam pravico biti v 5 upravnih odborih. Ja, dobro jutro, kaj pa ima to veze s konfliktom interesov? Seveda ima pravico biti v 5 upravnih odborih, nima pa pravice nastopati kot izvedenec v zadevi, v kateri je vodja konkurenčnega projekta.
ker je to konflikt interesov, ki sodi po evropskih normah že med kazenske zadeve. In zdaj, kako se potem s tem ravna naprej? Izjava gospoda Milana M. Cvikla, o kateri sem ga hotel povprašati na seji, ki so jo kolegi blokirali. Najbolj je zdaj že vsem jasno, zakaj. Po trdnem prepričanju s Prebilovo postavitvijo za sodnega izvedenca ni bilo nobenega kršenja poslovnih skrivnosti. Halo, a bil je vodja konkurenčnega podprojekta. Niti ni možnosti kršenja. Ni možnosti. Na katerem planetu pa gospod Milan M. Cvikl to živi, škodljivih posledic ni moglo biti. Zdaj, jaz ne vem, če gospod Milan M. Cvikl predstavlja Slovenijo v evropskih institucijah, bi ga jaz zelo rad povprašal, kako nas zastopa tam. Če ne razume vprašanja niti konflikta interesov kot enega najhujših koruptivnih problemov, s katerim se sooča moderna Evropa in ki se temu izogiba in ki na to opozarja v vseh svojih aktih, potem moram reči, da me zelo skrbi za ubogo Slovenijo, če taki ljudje predstavljajo v institucijah Evropske unije. Ampak zgodba ima potem šele nadaljevanje, ki je še bolj zanimivo. Gospod Drago Kos, predsednik protikorupcijske komisije, ki je potem na tej osnovi, da se opozarja, izdal neko posebno načelno mnenje, je poslal dopis gospodu Milanu M. Cviklu. Citiram. V medijih smo zasledili informacijo, da je komisija naročila neodvisno mnenje strokovnjaka za javna naročila. Neodvisno mnenje strokovnjaka za javna naročila. Gospod Ivan Prebil je sodni izvedenec za raziskave prometnih nezgod. In seveda, če to razglasiš za mnenje strokovnjaka za javna naročila in potem to uporabiš v svojih aktih, po mojem mnenju bilo zelo dobro, da nekdo od odvetnikov gospoda Erjavca, ki ga tam zastopa, pregleda, koliko se tega mnenja še kar vleče v tistih aktih, na osnovi katerih v tem trenutku potekajo sodbe na sodišči. Kajti če so bile uporabljene napačno, na osnovi dokazljivo neresničnih, celo vprašljivo zakonitih, morda celo kaznivih dejanj, neke navedbe, potem seveda se cel konstrukt zruši kot hiša iz kart. To je tisto, kar govorim o stavbi. Kako pa je s temelji te zgodbe? Ves čas se podtika koruptivnost in koruptivna dejanja, seveda izključno, ko se omenja prejšnjo vlado. Ampak zadeva je silno nerodna, če poznate dejstva. Namreč po vsem, kar sem lahko razbral iz dokumentov, ki so mi bili zdaj na razpolago o zadevi Patria, je dejansko finsko podjetje naredilo neko preiskavo oziroma neko analizo pravzaprav. Analiza podjetja Patria je ugotovila, da je slovenska vlada dejansko podvržena korupciji, da je to prostor, kjer je korupcija prisotna, ampak ta analiza, gospe in gospodje, je bila končana po vseh dosegljivih podatkih aprila leta 2004. In se je torej nanašala izključno na vlado dr. Janeza Drnovška in Antona Ropa. Potem je najbrž pa zadeva že jasno, kam tiši pes taco, tudi ko se dotika temelja. Morda je bil res kdo skorumpiran, ampak to bremeni izključno takratno koalicijo SD-LDS in seveda sedanjo oblast. Nikakor pa ne tistih, ki so jim skladno s starim načelom tranzicijske levice, kaže s prstom na drugega pa glasno vpi, da ne bo opazno, da vam s roko v tvojem žepu do komolca pripisovali ves čas skorumpiranost v času prejšnje vlade. No in če upoštevamo še to dejstvo, namreč lahko tudi preverite, potem, ko bo komisija nadaljevala delo, bodi si pod mojim vodenjem, bodi si pod vodenjem nekoga drugega, o tem bo odločilo Ustavno sodišče in parlament, lahko preverite, da je dejansko taka analiza obstajala in da je bila, še enkrat poudarjam, zaključena v začetku leta 2004. In če kdo dvomi,
da je bila LDS in seveda s svojimi koalicijskimi partnerji res podvržena korupciji, ne pogleda primer gospoda Zorana Talerja, ki je ravno te dni tako zelo aktualen. Vsi ostali najbrž še prej ali slej pridejo na vrsto. Potem bo situacija jasno, kdo je kdo v slovenski politiki, ki štejejo dejanja, ne pa tisto, kaj kdo govori. Toliko z moje strani v tem delu.